Živijo, jaz sem Boštjan Ahvar in to je podcast Podrobnosti, epizoda številka 119, Sultan in pa podnadpisnik, kje sta? Podnadpisnik, to. Prosim, da bo kralj podnadpisal. No? Dajmo kratko ime, ampak prosimo, ne ga degradirati z nekimi poskusi krajšanja, ne, dodatnega. Pa je vse, če rečeš podnadpisči. A veš, CHY. Kje si podnadpisči 37 ali neki, ne vem. Ja. V glavnem, Boki, povej, kaj smo na zadnje počeli. Na zadnje smo se pogovarjali o ravni zemlji. In hvala vsem, ki ste mi karkoli napisali glede tega. Ne, jaz sem par ljudi mi je pisali, da so gledali dokumentarci in da je mi bil dejansko kul, tako da mi je všeč, da smo vsaj par ljudi vzpodbudili, da so šli pogledati. Ja, a veste, da jaz sem dobil pa en komentar, da zakaj gledam zviška na ljudi, ki verjamejo ravno v zemljo. Sam moj kontraargument je pa ta, da jaz vedno gledam na ljudi zviška, ker sem pač visok, tako da mu to zaključiti. Okay. Lahko bi rekli, da jih gledaš na nje izpod nekega kota. Ja, okay. Pa se poanta celega dokumentarca je bila, da se ne gleda zviška na te ljudi, no? Tako da ker je pač vsaj proba so jih v dobri luči, mislim v dobri, v compassionate pižamc pomagali. V sočutni luči so jih probali pokazati. V glavnem, zdaj gremo pa, imamo par stvari za povedati. Jaz bom najprej nekaj povedal, pa bo pižamc povedal admin, pa bo Boki povedal, kaj danes delamo, pa rekel, da me je muska in pa gremo naprej. V glavnem, tale epizoda, to je res... Tako dobro si povedal, tako dobro si povedal, da bi mi vse že lahko drugo povedali. In potem sem jaz tisti, ki kao raztegne snemanje zaradi svojega dolgega napovedovanja admina. A ne, Anže? Ok, lahko, prosim. Ta epizoda je v bistvu podrobnosti in glave. Glave se vračajo za Game of Thrones, takrat podrobnosti ne bo. Tako da ljudje, ki to poslušate in ste samo na podrobnosti naročeni, naročite se na glave. Tam bomo vsak teden, zdaj, ko bo Igra prestolov, ta zadnja sezona, dejansko zadnja sezona, bomo tam komentirali vsak teden in ne bomo podrobnosti delali, ker imamo vsi življenja in pol na eni točki zmanjka cajta. Tako da, to je to, kar sem hotel povedati, zdaj pa pižamc ti povej admin. Aparatus.si je spletna stran, kjer nas najdete. Na Facebooku smo prav tako Aparatus.si in pa Aparatus legitimna FB skupina. Na Twitterju smo @aparatus _si in pa seveda tudi @podrobnosti _si, račun, ki ga upravlja naš neživec sužen strokovnjak. In pa seveda ta podcast bo tudi o Game of Thrones. Podpri.si. Hvala. Boki, kaj bomo danes počeli in reči tisto, kar moš reči? Danes bomo imeli take priprave na novo sezono Game of Thrones oziroma Igre prestolov. Malo bomo šli skozi, se reče temu. Za profesionalcem, ki to zna. Učenim človekom. Kdo pa to je, pa naj ostane skrivno. Dajmo sam reči na mik. VHS kasete. VHS kasete, tako je. V glavnem, Boki reč. Anže, štarti zadevo. Ja, doktor Marko, a si kle? Ja, se slišimo, pozdrav iz Utrehta. Ja, to si mogel reči, da si international že spet. Kaj da ni dosti, da si doktor. Zdaj moraš biti še iz tujine. Takoj, humble brag se temu reče. Danes pa ja, danes gremo, se pripravljamo, tako kot je Boki rekel, na zadnjo sezono osrednjega šova Igra prestolov. Tako da, Pižan, zdaj bom te vprašal, kje bi ti začel? Meni se zdi, da moramo nekako razdeliti na dva pola tole vse skupaj, da bi pogledali, kje smo ostali na severu, oziroma ta aliansa Zmaja in Volka, in pa kaj tistih je nepar levjih, ne glih mladičkov, ampak bi rekel levjih, unih ofucanih živali, ki še ostajajo v tistem lannisterskem krdelu, počnejo dol v kraljevem pristanku. Za konc bi pa pol malo pogledali še Kralja noči, Bele hodce in malo teoretizirali, kaj bojo oni terorizirali. Okay. Se pravi, zdaj
koliko je minil od zadnjega dela prejšnje sezone Igre prestolov? Več kot leto in pol, 27. augusta 2017 se je stvar premierno odvrtela in se pravi september, oktober, november, december, januar, februar, marc, april, 8, leto in 8 mesecev, kar pomeni točno 20 mesecev. Wow. Čakaj, wow je zato, ker sem znal zračunati 8 plus 12, ali? Ne, zato, ker si jih prvo preštel 8. Hvala, ker zaupaš v moje matematične sposobnosti, da te preprosta aritmetika ne vzame sape. Kje smo na zadnje videli naše junake, se temu reče? Naše junake, mislim, da bi morali v Zimišču, da bi bilo, kjer so se vsi nekako nasankali, pa da bi šli kar po vrsti najprej z vsemi Starki in ostalimi, z Majkljo in drugimi še, pa gremo dol na jug. Kaj menite? Zmenjeno. Jaz sem tu sam zato, da poslušam in hejtam na Jon Snowa in kompanijo. Bog je Lannister fan, toliko je jezen na Starke, da zdaj od srca je porjad. Mare, povej, kaj se dogaja v Zimišču, bomo temu rekli. Največji premik v Zimišču, če se prav spomnim, je bila zapečatena usoda Mezinčka. Torej, to je bil velik preobrat. Vsi smo čakali, kako se bosta Starkovi sestri soočili. Na koncu pa se je skazalo, da so Starki le povezani, kri ni voda, zima prihaja in ker delo mora držati skupaj, da preživi. Tako so se skupaj vsi obrnili na Mezinčka, ga obtožili umora, izdaje in Bran je povedal svoja videnja, potrdil obtožbe in na to je bila Arja Mezinčkov rabelj. Sam res, to sem čisto pozabil. Zdaj sem se spomnil. Ja, tako je bilo, to je bil ta twist na koncu, ki si čakal. Ok, fair point, to se zdaj ne presežem, da sem to pozabil. Ki si začel Mezinčko govoriti, sem rekel, on je še kle. To je res je preveč trajalo vmes, v bistvu. Ok, kaj pa od Bokija, kolega Jon Snow? No, če ostanemo še malo v Zimišču, v bistvu se vsi zgrinjajo tja. Sam je že prišel, tudi se je srečal z Branom, sta primerjala zapiske o Jonovih starših in zdaj vsaj ona dva v Zimišču vesta, da je Jon zakonski sin Targaryenov in ker si ga že omenil in sem tudi jaz naredil ta lep segway. Jon je pa na ladji še vedno, ob koncu sezone skupaj z Daenerys potujeta v Beli pristan. Tantrični seks, tako rekoč, 20 mesecev traja. Ja, najdaljši cruise ever. The Love Boat. Ja, The Love Boat, resnica. A kaj moramo še pri Sansi pa Ariji v bistvu vedeti? No? Pri njima je pravzaprav, se mi zdi, da jima je nekako uspelo, tudi to severnjaško gospodo nekako spraviti v red, da so ju sprejeli zdaj kot neki vladarici, začasni vladarici, dokler Jon ne pride nazaj. Je pa seveda, tako kot smo se že takrat pogovarjali, vprašanje, kako bojo vsa ta neka nova sorodstvena razmerja te in one zvrsti vplivala potem na njihove odnose. Ja, Jon tudi ni imel mandata, da bi, dobro, je vladar severa, ampak na severu še ne vejo, da je pokleknil pred Zmajsko kraljico. To bo tudi zanimiva dinamika. Aha, valjda, se pravi, šele kad z ladjo prideta se bo, ok. Ampak da je fora, da če bi oni gor na severu izglasovali, da se pridružijo z manj, tudi vprašanje, če bi že izvedeli, ker bi imeli že 6 dodatnih glasovanj v parlamentu ta cajt. Brexit joke. Tako da raba še enega, da direkt to naredi. In da če pomaga pol ta mala Mormontova, je tudi v redu. Ja. Se pravi, po tvoji logiki je Jon Snow Theresa May. Lahko bi bila. In ker sem ravno omenil ta malo Mormontovo, bi mogoče tukaj da sam na eni točki povedal, da eno kratko zastranitev Bella Ramsey, ki jo igra to mlado neustrašno medvedjo bojevnico, daje glas eni drugi neustrašni deklici v eni risanki Hilda. Ste to zasledili že? Ne še. Gre za eno, Luke Pearson je avtor stripov, britanski, izhajajo zdaj od, mislim, da 2011 ali 2012 naprej, zgodba o deklici gor na severu, nek pač taka skandinavska, imaš trole,
neka taka čudežna bitja, ampak tako, vse sprejemajo kot del vsakdanjega sveta in je 13 epizod na Netflixu in se splača pogledati, tako dejansko pač je kao otroška, ampak zelo ta malo skandinavska senzibilnost je notri, pač da so tudi slabe stvari, ampak pač ja, daj, se nam zgodijo, v redu, gremo naprej, ne bomo zgubljali glave zaradi tega, vredno tudi zaradi tega, ne, ker pač Ned Stark ne nastopa v tej risanki in dajte to pogledati, no, pa če imate kakšne tam male, tam bi rekel 6-7 plus, se splača, ker je res fina zadevca. No, lepa. Še en recommendation za Netflix, ker imamo vsi tok cajta. Ampak v glavnem. Bren je pa pač gor in zdaj razlaga svoje vizije. Jaz se nič drugega ne spomnim. Kaj moram še vedeti o Brenu? Ne, mislim, da je to. Ja, ne. Mislim, jaz ne vem, nisem hotel biti tako, ampak pač res. Pa Jon Snow pa Daenerys sta na ladji. Kdo je še na ladjah? Tyrion? Tyrion je na ladji. Okay. Verjetno ne more spati, ker je malo glasno. Ja. Pa Varys je tudi na ladji, ali je on že nek drugje? Kje je Varys ostal? Ker pa gor ga vidimo, ne, v trailerju smo ga videli, da je tudi na severu, ampak zdaj mislim, da se tudi da z njimi potuje navzgor, ne? Ja, jaz mislim, da se ne spomnim. Presežem, da se ne spomnim. No, jaz tudi ne, ampak... Gremo reči, da je gor. Gremo reči, da je Varys na ladji. Je. Dajmo povedati, pa kdo je pa? Brienne je tudi verjetno na ladji, ali Mormont na ladji. Dajmo reči, da so vsi na ladji. Vsi so na ladji. Jaz bi sam rad poudaril, ne, to našo genialno pripravljenost, ne, v ta študij, ki smo ga vložili v pripravo te epizode, tako upam, da poslušalke in poslušalci cenijo. Ne, ampak je fora, zaradi tega, ker je mene, jaz sem pač do zdaj, edina stvar, ki se mi zdi, je to, da Bren je pač sam gor, to je to, ostalo sem več ali manj. Okay, ampak tisto, kar je treba povedati, pač Daenerys pa Jon gre sta gor, zaradi tega, ker ona dva se bosta borila proti unim plavim ljudem, ne? To je pač treba povedati, ker se je ful pokonsolideral. A je kakšen še tak loose trend, kar se teh tiče? Pač Starkov, pa Daenerys, pa to je tam še karkoli, ki se mora razrešiti v resnici. Tam je, zdaj bomo videli, kaj bo s Theonom, ne? Evo, zdaj sem pogledal, da je na Dragonstone so teli, ne, ostali, da so šli z ladjo gor, ko so ji rekli, da Daenerys ne leti, ampak ona rekla, da bo šla tako. Med ljudi, okay. Ne, in Theon je, ne, na koncu so se malo pretepala, ne, je bil zdaj v tem zadnjem, je bil on tisti genialna brca med nožje. Ja, on se je namenil zdaj rešiti sestro Jaro, se pravi, da kar se tiče Krakenov, bo še zanimivo, tukaj niso še vsi povezani v isto špuro. Pač ja, da pri Krakenih je dejansko kaže tudi tako, ne, da bojo imeli predstavniki na obeh straneh, ne, in Krakeni, kjer imamo pač Theona in Jaro na eni strani in Eurona na drugi strani, kjer je šel po zlato združbo, ne, da jo bo pripeljal pomoč Cersei, ampak ločena bosta pa očitno tudi Cersei pa Jaime, ne, da bo zdaj Jaime šel bolj na uno stran, kjer se Tyrion sprehaja. Ja, to je bil tudi eden meni najljubših in najlepših prizorov v zaključku sezone, v finalu, ko se Jaime odpravi na sever in začne naletavati sneg, tudi v kraljevem pristanku, ozre se v nebo in na to odjaha na sever, sam brez zaveznikov, pa verjetno z upanjem, da se bo pridružil strani živih. On se zdaj še odsep od Lannisteri, so zdaj v resnici samo že Cersei. Pač to ni več. Jaz ne vem, nobenega več ne morejo potegniti iz rokava. Ne? Cersei je tam več ali manj sama, pa unga mutanta ima zraven, ne? Pa creepy modela, ki dela stvari, ki je naredil mutanta. Tako si jih jaz zapomnim, to so te moje. 60-letni očka Anže gleda Igro prestolov. Ja, točno to. Mutant, punki naredil mutanta. Ne, ampak to je pač poanta je ta, da so se več ali manj že vsi pokonsolidirali, okay, razen Krakenov, ne, to bomo še videli, kaj se bo tam zgodil, ampak ostaja pa potem Cersei sama od spodaj in upa na najboljše. V resnici, ona ima kakšen ekstra plan tam, ali ona sem čaka, kaj se bo zgodilo, ona nič ne ve, kaj se na severu dogaja, ne verjame, kako je že s tem? Ne, ona je videla tega neživca, ne, tako da ve, da nekaj je, ne, to je bilo tisto, kar so imeli v Uniškatliga, ampak ona mesli, da tako pač preračunljivo, kakor je, si mislim, da je tudi povedala tle na koncu, pač preračunljivo čaka, da se oni gor pokolajo in bo ona potem lažje zavzela sever, ne, verjetno so to neki
njeni načrti. Ne. Jaz sem se pa zdaj spomnil, ko smo omenjali Jamija, ki jezdi gor, a se nam mogoče ima zgoditi trikotnik ljubosumja med Brienne, Jamijem in pa med Tormundom? A so to bile kakšne teorije? Kaj se zgodi, ko Tormund pogrunta, da je Brienne ful prijazna z Jamijem, pa Jamie ful prijazen z Brienne? A tle imamo to, kakšno Santa Barbara variantico, da je v igro upelemo. Kaj bi bilo, ker tukaj se kar obeta, bi mogoče 3 dele komot sam s to dinamiko napolnili. Jaz mislim, da bo to samo nek subplot med bitkami, imam jaz občutek. Tako, klali se bojo, Tormund bo pa mežikal. Okay, kaj pa Stannis pa Melisandra? Kje sta ona? Jaz ne vem. Oni to so vsi na Dragonstone, ali kaj? Ne? Ne. Jaz sem zmeden zdaj. Ja, čakaj, Stannis se ni med živimi že on je par sezon. Jaz sem se spomnil. Okay, jaz sem ga napisal med osebe. Ti si ga napisal, zato me je zmedel. Brišem takoj, evo. Super. Tudi mi ne spolgamo. Kmelo tudi tako čudem, pa sem rekel, ne, se nima v redu. Okay. Ja, Melisandro smo pa nazadnje videli na Dragonstoneu, se je pogovarjala z Varisom. Tako, ok. In je napovedala, da bo odšla iz zahodnega, ker ni več mesta za njo, oziroma kaj je bilo že takrat, se je Davos pripeljal na Dragonstone skupaj z Johnom in Melisandra se je umaknila, ker je bila prej v konfliktu z Davosom. Ja. Sam to valjda ne bo exit njen, ne, glede na to. Tako, ampak mislim, da pride nazaj v zadnji sezoni, tako je. Okay, to je bilo v redu. Dobro si mi nategnil pižamski, jaz sem bil tako Stannis, come on, man, ampak ok. 1. april! Ja, prosim, najslabši dan v letu. Glavno to. Tukaj lahko povemo, da snemamo to 31. marca in že zdaj, da že vas večer oboleva, kaj bo naslednji dan, da bo preživel v eni oblazinjeni sobi, da ne bo nihče prišel do njega. Tako da, dajte, če ste tole zdaj poslušate, dajte si koledarje za naslednji let. Vrži Tomiča na foro. Dajte to. Naj bo 1. april dan veselja za Tomota. Evo, to je svetovni dan Tomotove radosti. Ne, najslabši dan v letu, še enkrat. A moramo še kaj tazga vedeti, kar se more razplest, ker jaz se nič drugega več ne spomnim v bistvu. Lahko se zgodi še pač Clegane fight, se pravi mutant pa Hound, ki je še vedno živ, je res to. Drži. Yeah. Okay, hvala. Ker treba je povedati, kot je Pežanc na zadnje rekel, tega ne bo veliko, tega bo koliko 6 delov? Ja, 6 epizod, ja. Ja, 6 delov pa uro plus, do ure 20. Ali... Zdaj tako, jaz bi še eno stvar, pa gremo lahko kar naokoli. Vem, da se vsega spomnimo 20 mesecev nazaj, zdaj, ki smo vse obdelali, ampak imam eno vprašanje. Če se spomnite, zadnja sezona je bila kar lahko rečemo slabša kot prejšnje, se pravi prejšnja, je bila načeloma slabša, ker je bila full na akciji in ni bilo več toliko teh umestnih zadev. Zdaj, ko vemo, da je to 6 delov pa od ure do ure 20, upamo, da se bo tako lepo to zaključilo, da bo samo en tak velik spektakel, v katerem bomo pač uživali. Ne bo pa to Igra prestolov, ki smo imeli prej. Ali sem bil preveč nesramen do zadnje oziroma prejšnje sezone? Pa niti ne toliko, ampak zdi se mi, da določene stvari znajo pelati, medtem ko kje se jim pa zalomi. Zdaj sta dejansko, mislim, da sta prav Benioff in Weiss razlagala, da pač zdaj v 7. sezoni ne bo teh nenadnih preskokov in teleportov, kot so se dogajali v 6. sezoni. Zdaj v 8. ne bo to kot v 7. in da se nam pač ni zabat, da bi bilo spet tako, zakaj so pa oni krokarji v enem dnevu prileteli pa to. Čeprav tle je bilo mesi tudi eno od režiserjev, da je rekel pač se imamo zmaje, zakaj v ne bi preletel. Pač fino je neko notranjo logiko sveta vseeno spoštovati. In zdi se mi, da kar pravzaprav bomo največja stvar, največji reveal je meni, sploh se mi zdi, da ni tok, kdo bo na koncu, vsaj za me, ampak je predvsem me zanima, kaj bojo naredili z belimi hodci, kaj bojo naredili s kraljem. To me pravzaprav še skoraj bolj zanima, kako bojo to neko njegovo motivacijo noter pripeljali. Sicer sta zdaj Benioff pa Weiss v enem
intervjuju povedala za Entertainment Weekly, ne, da sta hotla Kralju noči in s tem posledično Belim hodcem dati nek izvor, ne, ki se bo zdel bolj tako praktičen, ne, kot pa mističen. Se pravi, da so dejansko iz zgodovine nastali, ne, da so skratko neka legendarna bitja, ne, kar smo tudi videli takrat v tistem prizoru, potem, ko otroci gozda žrtvujejo tistega človeka, ne, in potem jasno imamo to analogijo z jedrskim orožjem in da so tudi rekli, ne, da sta ona dva rekla, pač, da ne bojo govorili, ne, prav, da karkoli bi, kaj ne sploh reče, ne, pač da kao bi rekel, but what's he going to say? Anything the Night King says diminishes him, ne. Se pravi, tukaj imamo tudi zdaj nekako to red konanje dejansko prve sezone, kjer se je nekako celo slišal, mislim, da so takrat celo neke te zvoke delali, kaj ne bi bil zvok teh pogovor belih hodcev, ne, ker tudi iz knjig vemo, da jih Martin tam napiše, ne, da se njihov govor je bil slišati kot lomljenje ledenih sveč, če mi spomin prav služi, in to bi bila sicer kar redkost, ampak to je toliko staro, da je še v unmu predalčku kao pravilno shranjeno. Tako da mene to pravzaprav skoraj bolj zanima, ne, kako bojo te neke stvari povezali, kar se pa tiče neke vse splošne logike, pa jaz priznam, da bolj kot neke politične skletke, pa to jaz upam, da bo res teh 6 delov totalna paša za oči, da bom užival v nekih hudih efektih, da bojo dobro skoreografirani fajti. Za globljo zgodbo sem pa pripravljen še v njih 16 let čaka, da končno začnem prevajati čez to knjigo. Ja, ok, to 16 si premalne se. Ne, se bo, živ bo, takrat bo še živ. V glavnem, doktor Marko, a moramo kaj vedeti, kar je bilo na snemanjih, brez da se karkoli, če se je karkoli izdal, skoraj ne, ampak je kaj tazga, ki je ekstra ven štrli, da moramo vedeti, naprej se začne vse skupaj. Ja, lahko to povemo, da je ta sicer sezona po številu epizod najkrajša, ampak so jo snemali najdlje časa. Okay. Kar je, čeprav po minutah je pa nekako enako dolga kot 7. sezona. No, ampak to pomeni, da bo zelo verjetno res paša za oči, da kar se tiče akcije in efektov in vsega in zahtevnosti snemanja, ki temu pritiče, ne bomo razočarani. Pa tudi tega intervjuja, ki ga je omenil Pižama, sem bil dosti vesel, da ne bo več takih hitrih preskokov v času in prostoru. Čeprav vsej politike ni manjkalo tudi v 7. sezoni, ne, mislim, da smo lahko s tem bili kar zadovoljni. Če bo pa zdaj še bolj konsolidirana struktura vsega skupaj, pa toliko boljše. Kje pa so snimali večino te nove epizode, mislim, lokacije? Dubrovnik je spet bil v igri. Nekaj so snimali tudi na Hrvaškem še, ampak mogoče sem nekaj dodatnih prizorov oziroma za ozadje, ne vem, če so... Mislim, da so tistega, kar je vidno v trailerju, tudi tako Daenerys, ki pričakuje, mislim, Cersei, ki pričakuje ladje, ne? Da so tisto plažo oziroma tisto obalo, ki so jo uporabljali že v prejšnjih letih, da so tam snemali, ker sicer imajo pa itak, zdaj King's Landing, ne, je postavljen in to je zdaj ta spoiler, ne, smo tudi, da so pa bila poročila, kaj se je dogajalo s tem, s to scenografijo Kraljevega pristanka. Tako je, imajo postavljene sam za to sezono nove sete in Zimišča in Kraljevega pristanka. Pa vemo tudi to, da bo najdaljša epizoda v sezoni 3. Kaj to pomeni, bomo pa videli. Okay. Celih 82 minut. To so res tako, to je tako Black Mirror scena že, a ni? To so pač mini filmi. To se sploh ne pretvarjajo več, da je nadaljevanka, se mi zdi. No? Ja, tle v 3. delu mislim, da bo pol to, no, si upam napovedati, da tle je prizorka pol enemu od belih hodcev vrata prijeti noter v te kripte pod Zimiščem in skuša ubiti Samuela Tarlija, ampak pol Bran skoči pred njega in ga reši gotove smrti. Skoč. Ne, pa se glede teh dolžine teh epizod, moram reči, da jaz sem v preteklih sezonah vedno pogrešal še enih 5, 10, 15 minut zraven. Se mi zdi, da je vedno, mislim, po drugi strani je bilo fajn, da te nekako pustijo
čist napaljenega na koncu epizode, da komi čaka, da začne novo, ampak ne bi se nikoli preteževal prej, če bi bila malo daljša. Pa tudi me ne bi motilo, če bi bilo zdaj po 2 uri vsaka dolga, po mojem bi bilo čisto v redu. Ja, čisto ok, ne. Ja, itak, ja, jaz sem tudi dosta tak. Ja, ampak tako, gremo še ene weird zadeve udariti, jaz sem še eno star, sem hotel vprašati, naprej gremo naprej, ali ima kdo še kaj tako. Pa da vem, lahko bi pobrali stave, ne? A naredimo napoved? Ne, dajmo narediti napoved, 3 stolpce. Samo osko definiri, ker moramo biti, ali mora imeti človek čist prav, ali pa, ja. Tako, prva, kdo zagotovo preživi, druga, kdo zagotovo umre in tretja, kdo vse se vrže pred koga, da ga reši gotove smrti. Ne, ta tretji je preveč odprt, gremo samo 2 metra. A boš zapisoval? Bom jaz zapisoval. Ajde, Boki, javil si se glihkar. Kdo zihar preživi, kdo zihar umre? Ajde. Zihar preživi Samuel Tarly. Ja, pa ne smemo ponavljati imen, moramo. To je draft. First pick Samuel Tarly, tako da izvolite vi naprej. Okay, Anže, ti si tenkov, tako da daj, prosim. A kdo zihar preživi? Jaz mislim, da Arja zihar preživi. To je moj pik. Doktor Marko? Ja, Bog mi je vzel Samuela, bom rekel Sansa. Sansa, ok. Ja, neč, zdaj pa, če ste vi že vse, jaz bom pa rekel, ker se mi zdi, da bo kraljica potrebovala enega dobrega svetovalca. Jaz bom pa rekel Tyrion, da preživi. A res? Jaz mislim, da Tyrion je ta nek socialno pravični vladar ali pa svetovalec, ki bo skrbel za to, da mogoče v svetu, ne bom naprej nalabljal. Hotel sem reči, da ko bo videl, da se ta feudalizem preveč začne zgrinjati nad podložnike, se bo on vrgel pred njih in jih rešil gotove smrti. Važno, da se ljudje mečejo pred ljudi. Ok, Boki, kdo... Ne, zdaj moramo iti kontra, zdaj pižam s prvi. Ja. Zdaj moramo kontra, pižam s prvi, ja, to je res, bravo. Kdo pa zagotovo umre? Jaz sem rekel Jamie. Kva, res, Jamie? Jaz mislim, da Jamie mora umreti. Ja, se strinjam, se pravi, zdaj moram spet nekaj novega si izmisliti. Tvegano, ampak Daenerys. Dobro. Zdaj moramo Anžetu povedati, monstrum ne velja reči, zato ker on je že enkrat umrl. Sam to. Ok, razumem. Ne, se ga ne bi rekel. Ne, škaj vam jaz rekel? Ta mogoče ne zgleda kot eden od glavnih likov, mogoče zato, ker ni, ne, ampak vsem. Stanis. Slabo. No comment. Tormund. Tako da, Boki, kdo zihar umre? Jon Snow. To je, vidiš, zdaj on je rekel, da ne, to zdaj sta, ok, zdaj se bomo lahko smejali na koncu, to mi je všeč, Mare pa Boki, sem Boki, tak sem hoče pokopati Jona Snowa. In na tej točki bi jaz povabil tudi vse, ki poslušate tale podcast, ali da zdaj pritisnete pauzo, ali pa da potem, ko boste pri Facebooku, pravzaprav se lahko poslušate pa naprej, tudi greste na Facebook, ampak mogoče zaradi tega, da vas ne bo te 2 aktivnosti motili med vožnjo po slovenskih avtocestah, pridite na Aparatus Legitimna FB skupina in tudi vi pod objavo, kjer je link do tele epizode, napište, kdo zagotovo preživi in kdo zagotovo umre, vi pa lahko ponavljate tudi kakšne naše predloge, zdaj, ko smo vam olajšali delo. Ja, res smo olajšali, taki znalci, to je noro. Wow. Tako da še enkrat naprej gremo na weird zadeve, jaz bi sam rekel, naročite se na glave, ker bomo v glavah vse te epizode objavljali, pa se pa podrobnosti vrnejo takoj, ko Igre prestolov konc. Mislim, da ta še 2 epizode do poletja, tako da to je to. Zdaj gremo pa lahko na weird zadeve, pa jaz bi kar začel, če lahko. Izvoli. In je dejansko že spet, kako se temu reče, Bog ima zmeram, poslušalec je dal ta link, in je dal link, ki ima naslov, je zelo zame je bil, ta link je bil zame, mislim, da je bil Peter, v legitimni FB skupini, The Crazy Creatures of the Original Star Trek, se mu reče, in je pač spisek iz originalnega Star Treka najbolj weird kostumov
ki so obstajali. Jaz bom zdaj to dal v zapiske, da si bojo lahko ljudje pogledali, ker vidim, da sta video noter, tako da kliknite na to, na vrh sem ga dal. Mare, tebe bom pa vrgal v Skype, je v redu, to, da ga boš videl. Gor mi je tudi. Gornje seveda na prvem mestu, dejstvo, ampak tisto. Zdaj pa, če imate to odprt, tudi seveda v zapiskih je, če je poslušalec, ki tole zdaj le poslušaš, ne, greš lahko pogledati, sej so vsi smešni, sej so smešne stvari. Ampak potem pa obstaja, ne, Ambassador Gav, se pravi, to je ena 5. slika dol, je pa res ena maska, ki je po mojem že takrat na TV-ju izgledala tok fake, da je pač grozen iz leta 1967, vidim, da pižanska je najdel, sploh nočem nič reči. To je mogoče najslabša maska, res. Vice oči. Ta spisek videl, vice skozi. Ja. To je tako najslabša maska, sej pa je cela zgodba za to masko, da ta igralec, ki je imel gor, pač ni sploh videl, kje stoji, kam gleda. Pa je še vedno igral boljše kot Shatner. Ja, to je ni težko sicer, ampak ja, tega modela celo ubijajo. In to je ena full fine epizoda, drugače. Jaz ne bom šel preveč noter, ker pa mi ljudje, zakaj že spet ostati. Zdaj pri opazovalnici ni več od tega, tako da daj tukaj. Ne, ampak hočem reči, da je pač on je Tellarite, to so pač ena rasa, ki živi in počne stvari, to ni tako važen. Bolj je cool to, ker je bil zdaj v ta novem Star Trek Discoveryju, je bil že spet, en hologram je bil iz te rase. Pač gremo reči, milo rečeno, dosti bolj zgleda. A to je bilo v Uni, ko so bili tudi te, kaj ta spodi, ta šrast, ko so bili na unem planetu, ne, ko so, Ne, to ni na planetu, tukaj so vse na ladji dogaja, ki je neka konvencija, tako kot Združeni narodi se dobijo in potem so spletke. Ampak zgleda pa tale maska, kako zgleda mutanost, kako netopiri, ki jih imaš une odbliz izrisane. Ja, razumem, ja. Saj je res, mislim, da se sploh, zakaj nam samo oči niso pustili, vse nos lahko daš človeku gor, to je kar slabo. Tako da mislim, da je Peter bil, hvala za ta link, ker me je res preveč nasmejal in pa tako, kaj je Marje rekel, Valdan na koncu na prvem mestu, je Gorn, ki je pač res, ne vem, kva reči tam. No. Sploh, veš kaj fora, da Gorn v bistvu na slikah, ne, zgleda dosta okej. Ker se ne premika, ko pa ti vidiš te v narekovajih akcijske prizore, Shatnerja in Gorna. Če ona dva si mečata neke skale. Ja, seveda, ja, pa, to je res slabo, ti si res slabo. Tako se vidi, da so pač pisali scenarije za tehnologijo, ki ni bila dorasla. No? Tako da ti si res gled, tako da na fotkah v bistvu čisto kaj izgleda, pa izgleda nek tak monstrumček, ki nekaj počne, tam ima en nož v rok, pa hoče Shatnerja za boss, pa zgleda, koliko navaren, ki pa to vidiš, da je čist lesen, razumeš, da se je komi premikal ta bogi človek v tej gumi notrne, je pa kar slabo. No. Iz tega se ne da akcije narediti. No. Tarantino ne bi znal tega narediti. Ambasador, to je ta ista rasa, kot tak je par slik gor, ker sta ta Andorc pa Tellarite. Ja. Tle so že malo boljše naredili, tle so mu res dali samo nos gor. My point exactly, samo nos gor. Tam pa ni bil samo nos in je zgledal, kada ima lukne za oči, pa ima pa oči 3 cm noter. Kaj da pa ta horta, ki zgleda kot en kompostnik? To je pa super del, full fun fact, kaj je bil Leonard Nimoy čist spijan cel cajt na snemanju in se to kar pozna. Tako da mislim zmačka. Kako je naslov tega dela? Smo pozabil. Kje je Godler, ko ga človek potrebuje? Ne, jaz bi samo to rekel, da bi res povabil poslušalce, da si pogledate link, ker to je impresivno. No. To je impresivno. Salt vampire. Zakaj pa tega solnega vampirja nismo nič, ali vampirka, zakaj tega nismo nič, ker to je pa sploh noro. Lej, škaj fora, Star Trek je rato, sploh recimo v 3. sezoni, je rato Monster of the Week show, ne. In je tam je šele awkward, no? Ampak ja, ene parih je res, škaj to fut grozno, no? Takrat pač ni bilo HD-ja, veš, to se je gledalo, to je bilo leta 67, to se je gledalo na majhnih TV-jih, gabna resolucija, si lahko marsikaj skriv, ne. Snemanje je bilo pa valjda na film, ne? Film ima pa v bistvu dosti dobre resolucije in pa, ker so to v HD prenesli, je par stvari res awkward, no? Tako, res awkward. Tako, ne, mislim, ja. Da folk imel jajce, da so šli to snemati, to hočem reči, ker je res slabo. No. Ne, ampak ti povem, da če to gledam, jaz sem to gledal na Katornem TV-ju, ki sem bil mulca, ne. Tam vse kupaš. Na Katornem TV-ju čisto vse okay izgleda. Res, presežem. Je pa noro, no. Je pa res noro. Ne, hotel sem reči, da je zanimivo zdaj spremljati to mlajšo generacijo, ker
ko bomo če to mi našim otrokom zdaj pokažemo, oni mislijo, da se zdaj bavimo, da smo v nekaj mitov včasih gledali. Jaz nisem ti si Anže, mislim. Ne včasih, jaz pa še zdaj gledam. Da si tudi včasih gledal. Ampak mislim, ta novejša generacija, oni mislijo, da se mi zdaj bavimo. Mislim, to je res noro. Tako da folk, dajte si ta link pogledati, ker so te maškare so impresivne, tako bo rekel. Ja. Čeprav jaz bi tako rekel, ta Salt Vampire na začetku se zelo za kratek cajt pojavil, pa meni to dosti lečic zgleda, veš, to zgleda kot maska. Saj kot maska zgleda, to je ta čista prva. Ja, pa ta je še najbolj strašna v bistvu. Tako je, če tega po noči srečo, bi cviknil. V temni ulici nekje, bi cviknil. Ostalim bi se pa smejal. No, ostalo pa... Ja, več ali manj. Je tudi res, če bi šli gledati tudi zdaj Doktor Huja, pa tam je isto to televizija, 60, 70, bi do istega rezultata prišli. Veš, da jih imaš neke čudne tlele, gledam, so neki zigoni iz leta 75, pa morski. Evo, bom dal še tale linkec, pa ga pogledajte, tle sem ga dal tik nad njegov, tukaj ni priprave, ampak o moj bog, nekaj vaš Axos iz 8. sezone, ki zgleda, ki bi neka drevesna korenina malo se šla sprehodati. Ja, sej, pač tehnologija je omogočila tisto, kar je omogočila, ampak kar slabo. Ne bi noro, Zato je bil vsi hud link. Korenina se šla spred. Dajte folk pogledati linke, še tretjič pojem, ker je res dobro. Kdo je naslednji? Pa bom jaz kar šel naprej, bom prevzel, če smem. Bliža se poletje, komarji prihajajo. Zelo komarji so tukaj. Komarji so zadnje čase itak že skozi tukaj. In kako jih zatreti, kako si pomagati, da mogoče pa se ne bi tako pretirano parili, da mogoče ne bi bili tako krvoželjni in krvosesni. Obstajajo neke stvari z nekimi frekvencami, pa ne vemo, kaj ti izdeluje. Oziroma, zdaj sem se spomnil, da sem se to narobe spomnil, ampak obstajajo frekvence, kaj so že teh komarjev, ki jih kao starejši ne slišijo, da imaš zateže. Ampak dejansko so pa zdaj so naredili študijo, ki je prejšnji teden prišla ven, da so sprobali in so komarjem predvajali komad od Skrilleksa, Scary Monsters and Nice Sprites. Dober komad. In klasičen Skrillex ima bass drop in tako naprej. In so ugotovili, da v primerjavi z kontrolno skupino komarjev, ki je bila brez tega glasbenega oziroma zvočnega stimulusa, da so se manj parili, če so poslušali muziko, in da tudi da so samice kasneje se odločale za prehranjevanje oziroma za srkanje krvi, tako da so pa to delali z Aedes aegypti, vrsto komarjev, tako da dajte probati pa letos polet Skrilleksa skozi nabijati. Zdaj ne vemo mogoče, koliko je zdaj to nekaj, kar je Big Music sponzoriral tole znanstveno raziskavo za to, da bi Skrillex dobil full cash od Cazosa. Ampak kaj, pa moraš konstantno en te isti komad poslušati? Oni so ta komad, pač ker da pravijo, da pri insektih vibracije v nizkih frekvencah, da so zraven pri spodbujanju spolnih odnosov, da pač so in da despite evidence that mosquitoes respond to sound frequencies beyond fundamental ranges, including songs, and that males and females need to struggle to harmonize their flight tones, the behavioral impact of music as control target remain unexplored, in so pol tukaj dal. Tako da bom dal ta direktno študijo, pa pol še link iz EDM-ja, kjer je pravzaprav isto napisano, sam da je zraven še link od komada. Okay, lepa. Boki ali Mare? Odločita se. Izvoli, Mare. Hvala. No, jaz imam eno vojaško-zgodovinsko in hkrati tudi jezikoslovno. Tako da upam, da bomo vsi zadovoljni. Kako je spregovoril Medved Vojteh? Tega smo imeli ni bil v podcastu, to je bil uporabljen na stand-upu. Ne, živo je bilo Bergant, ki je prišel povedati, kar smo imeli v kinoteki.
podrobnosti v živo. Res je, v živih podrobnostih. Točno, ja. Okay. No, ta je pa druga, ampak tudi iz druge svetovne vojne. Ardenska ofenziva, to vsi veste, kaj je? Vsekakor. Tako je. Ja, no, za tiste, ki mogoče ne, pejte pogledat Band of Brothers, pa Dave Baston. Tako, isto mi je svet, kaj je to? Točno. No, preden se je začela ofenziva, je nemška vojska poslala svoje komandose za sovražnikovo črto, da bi jih zmedli in omogočili uspeh ofenzive. Imeli so navodila, da malo zamenjajo smerokaze, pa postavijo lažna opozorila pred minskimi poli, pač razne sabotaže v zaledju. Dali so jim ameriške uniforme, natrenirali, zbrali so tiste komandose, ki so znali odlično angleško, brez naglasa, ampak so jih v prvih urah tisto noč so jih večino aretirali, ker so jim ponaredili tudi vojaške izkaznice, ampak ameriške vojaške izkaznice so imele eno tipkarsko napako. Na njih je pisalo identifikacijski papiri. Nemci si pa niso mogli pomagati in so to popravili. To so bili originalni gramarnaci in zaradi tega propadla sabotažna akcija. No, to je pa kar redo. In pol valjda Nemc mirno v nas pusti, to je kar redo. Jaz sem se razstrašil, da bo šlo to v nas smer, tiste šale, si to poznate, prav staro šalo iz hladne vojne, ko so Američani pa Rusi hoteli drugmu infiltrirati. Kva? Ne. In pač infiltrirati, ne, in Američani svojega agenta naučijo rusko, naučijo ga plesati kazačok, naučijo ga, da zdrži 5 litrov vodke, ne, da bi se sploh malo začel gugati, ne, zna kapital na pamet, zna življenjepis od Stalina, od Lenina, vse, ne. In ko pride ga aretirajo v 5 minutah, ne, pač, ker so poslali temnopoltega. Pa Rusi pa isto, ne, bojo zdaj oni naredili in naredijo to, pa enega naučijo anglešče, tam nek ameriški naglas, totalno prav lociran nek, ne vem, na ameriškem jugu dajo mu, da hamburger je sposoben prebavljati, ne, kaj vse, ne. Pa ga tudi dobil v prvih 5 minutah, zato ker je imel kavbojke spegljene na rob. Okay, ta druga mi je boljša. Ni predvidljiva tok, ne. A smem to sam reči, spet bomo rekli Our Fake History, bomo dali link, ker sem ravno o tem o humorju v Rusiji. Je ena super epizoda, pa jo bomo dali v zapiske, kjer je imel z enim avtorjem knjige o humorju pod Stalinom. In sicer je ena taka knjiga tudi obstaja pri nas, Srp in kladivo, ki jo Žiga Veletič je prevajal The Hammer and the Tickle, mislim, da je nekaj tako v originalu, in je tudi, se splača prebrati, sploh mogoče mi se itak, smo še ta generacija, ki se spomnimo še iz 80-ih vsaj, pa smo kakšne stare Pavlihe, pa te stvari brali nekaj in Radio Jerevan in te podobne politične šale, ampak če ste mlajši, če ste milenici, pejte to pogledati. Boki, mislim, da si ti kot zadnja uvert zadeva. Ne bi rad bil party pooper, sam Marko, to sem, mislim, nisem si začel zdaj preverjati točno teh komandosov, ki so naredili to, ki so jih tako lahko zaradi identifikacijskih papirjev polovili, ampak načeloma je bil, sem pobral en mesec nazaj o teh situacijah, ko so šli za bojno črto in se oblačili v Američane, Angleže, pa za Nemce govorim, da je bilo pač pravilo, da pač se je za njih zelo slabo končalo takoj. Tako da to je bil rule of war, sam tok. Malo zgodovine, zelo ne moremo ni svoje kože. Ne, jaz sem pa eno košarkarsko, in sicer ta je sicer iz konca lanske sezone, pa se moram zahvaliti poslušalcu, ki ima zanimiv Twitter ime Bralec, Bralec, tako da predvidevam, da tudi posluša, da nisem Bralec, ampak ne vem, če ste vedeli, da so v Južni Koreji prepovedali igrati košarko vsem, ki so višji od 6'7", se pravi 2,1 metra nekje. Pa sem jaz out. Ja, ampak samo za tujci domači lahko igrajo, tako da to se je zgodilo v primeru enega Američana, ne vem, koliko lahko imajo tujci v vsaki ekipi, predvidevam, da mogoče enega ali pa dva, ko je pač naenkrat zvedel lani, da pač David Simon mu je ime, da pač sred sezone, da pač ne sme več igrati.
in da so naenkrat pač KBL, se pravi Južnokorejska košarkarska liga, je dala. Pač je uvedla pravilo, da tujci pač ne smejo biti višji od 6 foot 7, se pravi tam 2-1 je to nekje. Ne? Tako da je žal mogo spakirati kovčke pa iti domov. Zanimivo, med tem je pa najvišji v ligi je pa lagano Ha Seung-jin iz ekipe Jeonju KCC Aegis, ki pa je 7 foot 4. On pa lahko igra. Ampak je. Ja. Ne. A jaz povem, kaj je ful zanimivega pri tem dejstvu. Kaj? Da si ti to povedal v stoti oddaji in sicer 19. aprila 2018 in točno isti link na The Guardian si dal. Jebeš me. Pusti not, še boš. Se mi je zdelo znano. Še boš. Tako slovo. To je res. Ja, jaz lahko priznam, jaz sem mislil, da jaz sem mislil, Jaz se sploh ne spomnim, stari. Preveč snimamo. Sumljivo znati. Čakaj, da do konca povem, stari. Daj, pusti mi. Lej. Ej, stani si živ, Bog. Lej, ampak... A viš zdaj, ko si rečem, da se ubijam za študijem, pa za vsem, bi to zdaj končno verjela, da imam polno glavo. Ja. Če kdaj je to 20 epizod nazaj, kjerga marca, kva si rekel? April 2000, točno pred enim letom skoraj. Pred enim letom. KLBNB, Weird Zadeve 20. Kako si pa to zvedel tako hitro? Ajde, bi mi ti jutro to rekel sam. Je znano mu je bilo, ne? Bil sem, da nisem mogoče celo jaz tega povedal, ampak ne, in sem šel, sem dal najprej Korejo v iskalnik, pa mi ni vrgal, sem dal pa previsok in je bil ta drug link je bil na te podrobnosti. Tako da ja, prav previsok za košarko je ime linka. A veš kaj fora, da imam prav lepo zacahnjeno, kjer sem že povedal, kjer ne, in tega očitno nisem odcahnil, ne, in zdaj v bistvu mi je ponovno pač pokazal tega in sem rekel, ja, tega bom zdaj povedal, ful dobro. To je bilo najboljše. Ej, Marko, imate prvac na fakulteti tudi tako lepo vse po regalcih? Po kakšnih regalcih? Je tako, da so vsi pripravljeni, pa točno vejo, kaj je že bilo, pa kaj ni bilo, pa kaj bojo govorili. Ja, sigurno. Ja, dejstvo. In to pravune 100, zdaj gledam. Wow, bravo, vsaka čas, vrhunska. Previsok za košarko, tvoja druga weird zadeva. To je noro. Lej, to je, mislim, we're going out with a bang danes, tako da to je bil Becky Ball. Definitivno. Ej, pol pa, če smem, bom samo rekel za weird zadevo, dajte follow na Twitterju @RexChapman, ker je zacrkan, za smešno. Tako, evo, pa naj bo to. Kaj pa počne? Smešni video ti se gor, se splača pogledati. V glavnem doskrat iz košarke, no. Ok. Ne, to je bilo tako, da Korejci so, jaz se tega ne spomnim. To je najbolj grozen. To je, ok. Pižan, zdaj admin povej, no? Najdete nas na aparatus.si, na Facebooku smo na aparatus.si in pa na aparatus legitimna FB skupina. Ne pozabite, pejte svoje predikcije za 8. sezono povedati. Na Twitterjih smo @aparatus počrtaj si in pa @na podrobnosti počrtaj si in pa to podcast ima polno dežavujev, glitch in the matrix. Podpri.si. Hvala. Odlično. Že spet, vsakič. V glavnem, še enkrat naročite se na glave, zdaj se selimo tja v Unfeed, sem zato, da bomo imeli Game of Thrones oziroma Igro prestolov vse na kupu. Dr. Marko, hvala, ker si bil klej in gledaš naše blamaže. Prosim, z veseljem, prispevam k blamažem. Vsi se blamiramo. V glavnem, kje se te najde na internetu? Včasih na Twitterju, @HereMarkoRor. Drugače pa vse novice o Igri prestolov spremljate pri mojih bolj aktivnih kolegih na watchersonthewall.com. Odlično. Pižanski si ti na internetu? Afna Pizama na Twitterju, Stric Bedanc na Instagramu in Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku. Raznolikost razveseljuje. Boki? Jaz sem pa Boki Nahbar na internetu, pa ne pozabi, da v epizodi 138 bom govoril o Južnokorejski ligi, ki nima visokih igralcev. Veš, da malo upam, da se to vrne. Zdaj sem si zapisal 138 epizoda. Ok, preveč dober. Jaz sem večer vam posoten ZT, pa hvala vsem, ki ste se naročili na moj newsletter, aparatus.si pošiljnica pismo. Zdaj že full folka, sem že malo nervozen, ko pišem te stvari. Za tiste, ko ne vejo, o čem pa pišeš? Zanimivi linki, ki se upam, da ne ponavljajo.
Pač to je ena stvar. Pa dam noter tudi linke do vseh podcastov, pa karkoli jaz napišem, gledam in ostalo. Pa tako, pa zanj sem v slušalkah pisal, pa tako no. Kratko in jedrnato, no, tako je. Pač zanimive stvari v bistvu, no. Upam. Tako da ja. To je to, zdaj pa Pižamc reče adijo. Adijo. Mare reče adijo. Adijo. Jaz rečem adijo, Boki reče pa. Srečno pa ne za večno, tudi ne do epizode 139, oziroma 8. 8, še to, ok. Preveč dobro.